Lep pozdrav. Danes sem želela deliti ene svoje misli z vami, ki jih imam že kar nekaj časa. In dobivam kar nekaj vprašanj v bistvu na to temo. Mi ljudje pošiljajo, oziroma ko se pogovarjamo, tudi večkrat odgovarjam na ta ena in ista vprašanja, pa sem se odločila, da kar posnamem tale video, pa bomo videli čez 10, 15, 20 let, kako se bo obneslo to moje razmišljanje. Zdaj, vzemite to v bistvu kot moje razmišljanje, ne kot finančni nasvet. Govorili bomo pa o tem, o zaposlitvi pa o pokojninah, a ne. To je čisto moje razmišljanje iz mojih izkušenj in iz tega, kar sem že v preteklosti raziskala in raziskujem seveda še danes. Zelo veliko ljudi še vedno verjame v stalno zaposlitev, ki jaz mislim, da je danes tega dejansko ni več in da je to iluzija, in ljudje, sploh starejše generacije, verjamejo v pokojnino. Pokojnina v bistvu, če pogledamo, od kje izhaja, a ne, ko se pogovarjam z nekom, ki je star 50 let, 60 let, 70, 80 in več, rečem, kaj boste storili takrat, če se zgodi, da je kriza res tako velika, da ne bo pokojnin več. In vedno dobim en in isti odgovor: država nam pokojnine mora dati. A je to res? Kdo je država? Če pogledamo, kdo je država, kaj je država. Ne bom se spuščala v pravne stvari, to vi sami lahko pogledate zakon, kjer točno jasno piše, kaj država je in kako država nastane. Na kratko, če rečem, država smo mi, ljudje. Torej, ena skupina ljudi, ki se odloči, da bo živela na določenem teritoriju, da bo imela pač banko in da bo imela neke zakone, pravila in neke voditelje. To je kratko in laično rečeno država. Vsaj tako jaz to razumem. In pokojnina izhaja iz, naj bi izhajala iz delavskega razreda. To pomeni, da ljudje, ki smo zaposleni, naj bi plačevali kar precejšen del svoje plače za pokojnine tistih, ki so ta trenutek v pokoju. Jaz ne vem, a ta denar res gre za pokojnine ali gre kam drugam, tega ne vem, sem raziskovala, pa nisem prišla do teh odgovorov. Mi je pa jasno, da pokojnine izhajajo predvsem iz dolgov. To pomeni, da država dejansko se za pokojnine že danes ali že v preteklosti zadolžuje. Torej, več ko vzame država dolga, pač dlje časa bo lahko te pokojnine izplačevala. Ali bo ekonomski sistem, ki ga danes poznamo, zdržal to? Moje mišljenje je, da izjemno težko ali celo ne, in da se lahko v naslednjih 5, 10, 15 ali 20 letih povsem sesuje. Se pravi, da pokojnin ne bo več. Jaz osebno že 20 let v pokojnine ne verjamem, zato se trudim sama nekaj narediti, da bom sama imela pač pokojnino, se pravi, da bo denar moj, na mojem računu, pa ne na takem računu, da mi lahko ga zaprejo, se pravi banka oziroma drug centraliziran sistem, ampak da bom imela pač denar oziroma sredstva, tudi da mi prinašajo pasivni prihodek, a ne, ta sredstva, se pravi, da se ta denar bogati skozi leta, ne da izgublja vrednost. In to je bil vedno moj cilj. In to raziskujem že dolgo časa in sem prišla v bistvu do res dobrih rešitev za moje pojme, ki jih tudi delim z vami, a ne. In seveda se vi lahko sami odločate, ali temu zaupati ali ne,
Veliko odgovorov dobim, da temu sistemu, ke jaz v bistvu vlagam in ke zaupam, da bo v prihodnosti deloval in da je pravičen in da mi ne bo odvzel tega, kar težko prislužim. Velikokrat dobim odgovore od ljudi, da temu ni za zaupati. Ampak to so ljudje, ki ne grejo nič preveriti in še vedno verjamejo v ta sistem, v to državo, da bo to delovalo tako, kot je delovalo včasih. Baby boom generacija, verjetno ste vsi slišali za to. To so ljudje, ki bodo šli, ki že zdaj odhajajo v pokoj. To je največja populacija na Zemlji, ki se je rodila v zlatih časih. Ko so bili zlati časi, seveda so ljudje naredili veliko otrok in ti otroci so zdaj stari, pač starejši so od mene. Mi nismo več baby boom generacija, mi smo že kasneje v bistvu bili rojeni, v kasnejših časih. Ta generacija bo šla, to si jaz ne izmišljujem, to lahko sami preverite, do leta 2035 bo celotna baby boom generacija v pokoju. Sami pojdite pogledat, koliko je to ljudi. Ogromno. Ogromno. Sigurno več kot polovica, če ne res precej več. Evropa. Evropa se geografsko stara že 20-30 let, sigurno, če ne celo več. Če greste demografske podatke pogledat, boste ugotovili, da Evropejci imamo že danes 60% ljudi starih med 60 in 90 let ali pa 100. Kaj to pomeni? To so generacije, ki so v pokoju. To so generacije, ki črpajo denar za pokojnino. Koliko je zaposlenih? Ne prav veliko, če odštejemo še otroke in mladostnike, invalide, nesposobne, nosečnice in podobno. Potem ugotovimo, da je zaposlenih ljudi pa še brezposelna, ki jih je vedno več, na žalost. Ugotovimo, da je zaposlenih ljudi, ki plačujejo davek, malo. In vedno manj. Kaj to pomeni? Razmislite svojo zdravo pametjo. Pojdite raziskati. Pojdite te stvari pogledati, ne si zastirati oči pred resnico. Moje mišljenje je, da je velika mama kriza Black Swan tukaj, črni labod. Mi smo, po mojem mišljenju, v veliki krizi. Jaz v tiskanje denarja in te inflacije ne verjamem. Mislim, da toliko sem se že naučila, da mislim, da to niso resnični podatki, ki nam jih dajejo, ampak da nas zavajajo. Tako da definitivno sem se odločila zase, za svoje bližnje poskrbeti sama. Ne računam na državo in mislim, da je državi to všeč, a ne. Država podpira, kakor jaz vidim zakone, kakor vidim, kako država reagira, država podpira ljudi, ki se brigajo zase. Podpira jih na ta način, da če vi vlagate v neka sredstva, ki so dolgoročna, nimate davkov. To je jasen znak, da država to želi, a ne. To, da vi date denar na banko, imate probleme. To je spet jasen znak, da država, banke ne želijo, da držite denar na bankah, ampak da vložite nekam drugam. Kam morate poiskati sami, raziskati. Eden od načinov je tudi ta, ki ga jaz uporabljam, tako bom rekla. Tako da poglejte moje ostale videe in boste videli v bistvu, kaj se je meni do zdaj obneslo. Edina stvar, ki se mi res obnesla in v katero verjamem dolgoročno, pa ne samo za 15 let, za 30, 40, 50, 100 let, odvisno, koliko časa bom še na tem svetu. Verjamem pa, da dolgo, ker zelo dobro skrbim za svoje zdravje. Tako da jaz sem vas želela na to opozoriti.
in, želim, da razmišljate. Želim, da poskrbite zase, da ne boste padli v nekaj, kar še sami ne boste vedeli, kot žaba, ki se skuha v kropu, ko počasi segrevajo lonec, da še sami ne boste vedeli nekega dne, da ste v bistvu v veliki krizi in velikih težavah, a ne. Ozrite se okrog sebe, ne samo poslušati poročila pa uradne medije. Jaz osebno že 30 let delam v medijih in vem, da, večina informacij ni točnih, ampak so takšne, kot nekatere skupine ljudi želijo, da ljudje razmišljajo tako. Tako da informacije je treba iskati iz večih zornih kotov. Se pravi, tisti, ki neko stvar opevajo, in tisti, ki neko stvar pravijo, da ni v redu, da bežite stran. Obe strani morate poslušati, pa še koga drugega, in potem razmisliti s svojo glavo, a je to za vas v redu, a to za vas ni v redu. Kaj jaz to delam, a ne, pač raziskujem, poslušam več strani, veliko strani in potem si ustvarim neko svoje mnenje in svojo resnico, v katero verjamem, da je v redu, se bo pa sčasoma izkazalo, a je to dejansko res. Tako da hvala lepa za pozornost, veliko sreče, veliko zdravja, pa se vidimo pri mojem naslednjem videu. Če so vam moji videi všeč, prosim, lajkajte, spodaj imate, gumbek za to, naročite se na moj kanal in kliknite tistega zvončka spodaj, kjer zaradi tega boste dobili seveda moja obvestila, takoj ko bom imela naslednje videe, da si jih lahko pogledate v miru.